Torej, naša monografija obravnava kanonično literarno zgodovinsko pripoved o slovenski literaturi po drugi svetovni vojni na konceptih kritika Tarasa Kermaunerja. Kermaunerjeva strukturalistično-eksistencialistična dialektika je primer literarne zgodovine kot zgodovine literarnega subjekta. Osredotoča se na prehod od intimističnega posameznika, ki izraža humanistično resignacijo in eksistencialno nemoč, preko modernističnega samouničevalnega subjekta do razkroja subjekta v reizmu in ludizmu, kjer se ta raztopi v stvareh in igri označevalcev. V pičlem desetletju in pol sta se torej zgodila dva preloma, ki sta pospešila modernizacijo slovenske literature kljub protimodernističnim stališčem in političnim pritiskom. Prvi prelom v zgodnjih 50. letih je bil zavrnitev socialističnega kolektivizma in narodno-graditeljske funkcije literature v imenu afirmacije modernega subjekta posameznika in njegove zasebnosti. Ta prelom je izvor intimizma. Drugi, ostrejši prelom sredi 60. let je bila zavrnitev subjekta, tako da se besedilo odpre biti, stvarem in jeziku, kar je vodilo v smeri reizma in ludizma. Pospešena modernizacija je posledica neenakomernega in kombiniranega razvoja, v katerem se je slovenska socialistična periferija prepletla s sočasnimi tokovi literatur Zahoda. Opisane preobrazbe subjekta raziskujemo v 4 sklopih. V prvem intimizem zastopa Minatijeva poezija, ki je obenem tudi primer tako imenovanega primarnega lirizma, ki ga literarna veda pogosto dojema kot preprostega, a je svojsko ekopoetiko globoko ukoreninjen v kulturni spomin in ostaja zvest romantični tradiciji. O tem pišeta Senegačnik in Pavlič. Kljub pričakovani kolektivistični usmeritvi je Ivan Minati celo v svojih partizanskih pesmih ohranil elegično individualnost, pozneje pa groteskno aludiral na povojne poboje. O tem piše Stanonik. Ada Škrl, dejansko prva pesniška intimistka, je iz literarnega kanona izpadla, ker je na višku modernizma vztrajala pri Gradnikovi tradiciji in opevala prikrito homoerotiko. O tem piše Žerjal Pavlin. Drug sklop je reizem, ki je kot neoavantgardna smer najprej obravnavan z vidika konfliktov z Menartovim antimodernističnim intimizmom, o tem piše Novak, pa tudi s cenzuro, prepovedmi in z ideologijo socialističnega humanizma, ki jo je zagovarjala tedanja oblast in njej lojalni razumniki, o tem Dovič. Kljub temu reizem in ludizem prek Brejčeve in Šalamunove antologije 57 pesmi od Murna do Hanška že takoj stopita na pot samo kanonizacije, o tem pišem govorec tega besedila. Paradigmatični prozaist reizma je Rudi Šeligo. Njegov triptih Agate Švarc-Kobler je izjemen primer deskriptivnosti, o tem Zupan Sosič. Njegova proza se razvija od geometrijske opisnosti k ekspresivni alegoriji, o tem Koron. Šeligovo dramsko delo zaznamuje magizem, to je še en Kermaunerjev izraz, v katerem z ritualno performativnostjo gledališča krutosti tematizira drugačnost in upor proti konformizmu, o tem Toporišič. Saša Vegri, Šeligova vrstnica in pionirka ženskega pisanja, je v svojem pesniškem opusu izoblikovala samo svoje variante modernističnega eksistencializma, reizma in ludizma ter se približala postmodernizmu, o tem Balčalorski Antič. Monografija se zaključi z jezikoslovnim preizkusom literarno-zgodovinskih kategorij. Računalniška stilometrična analiza potrdi le delno, ne pa popolno ujemanje med literarno-zgodovinskimi delitvami in dejanskimi stilističnimi vzorci besedil, o tem Žejn in Šorli. Za piko na i je etimologija priimkov Minatija, Menarta in Šeliga izpod peresa Snoja, kajti njihovim jubilejem je bila knjiga tudi posvečena. Hvala.